A veste, da bi na točno tem mestu lahko v določenem delu leta plaval, v drugem pa povsod tukaj kosil suho travo? Ja, tako je, če greš na obisk Cerkniškega jezera, enega največjih presihajočih jezer v Evropi. Evo, spet super ideja za družinski izlet, in ker je vse skupaj povsem ravno, boste tukaj lahko vozičkali, poleti čolnarili, pozimi drsali. Možnosti je nešteto. Tudi sam sem prišel s svojo igračo. Vzel sem največji Seat v ponudbi, Tarako, 20 cm oddaljen od tal, tale ima še 4-kolesni pogon. Če bom slučajno kje zapeljal kakšno ogromno lužo, včasih je na nekaterih delih tukaj celo cesta pod vodo. Tukaj tako zmogljivega stroja seveda ne potrebujete, ker so poti dobro urejene in z avtom lahko prevozne, čeprav v tej krasni naravi vedno predlagam, da greste naokrog še malo peš ali pa s kolesom, da ste bolj v stiku z naravo. Ta Tarako je tako dobro zvočno izoliran, da niti ptičev ne slišim, pa jih je tukaj ogromno. Danes je Cerkniško jezero razglašeno za mednarodno pomembno mokrišče zaradi pomena za življenje ogroženih vrst, pa še za območje Natura 2000. Kar 276 vrst ptičev so že opazili tukaj, to je polovica vseh evropskih vrst, pa 45 sesalcev, spet polovica evropskih vrst, 125 dnevnih metuljev, tretjina evropskih vrst. Ste dojeli, a ne, da je tukaj biotska pestrost izjemna. In celo en Seat Tarako so že opazili tukaj. Sam obožujem gore, ampak me tole jezero vedno znova navduši. Največja površina je 30 kvadratnih kilometrov, ob normalnem vodostaju pa 20. Voda je globoka do 10 metrov, takrat, ko je površina res velika. V njej plava 10 različnih vrst rib in največja ščuka, ki so jo ujeli, je merila več kot 1 meter. Med očmi, bi rekli ribiči. 9 mesecev na leto je velik del tega pokrit z vodo, zato greste na ogled jezera lahko tudi z lojtrnikom. Super za mularijo. Ampak jaz sem bolj razvajen na rit in grem raj s Tarakom. Je tudi na 20-kah bolj udoben od tistega. Pa še piha, ne?